Papež Frančišek je na nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, 20. novembra zaprl sveta vrata usmiljenja bazilike svetega Petra in nato na trgu svetega Petra skupaj z novimi kardinali daroval sveto mašo. V pridigi je dejal, dokaj lahko bi bilo verjeti, da je Jezus kralj vesoljstva in središče zgodovine, ne da bi za nas postal gospod našega življenja. Vse to je zaman, če ga ne sprejmemo osebno in če tudi ne sprejmemo njegovega načina kraljevanja. Pri tem nam pomagajo osebnosti, ki nam jih predstavlja evangelij prav te nedelje. Poleg Jezusa so še trije liki: ljudstvo, ki gleda, skupina, ki je blizu križa, in hudodelec, križan zraven Jezusa. Nato je papež nadaljeval: usmiljenje, ki nas je pripeljalo do srca evangelija, nas opominja, naj se odpovemo navadam in razvadam, ki ovirajo služenje Božjemu kraljestvu, in da najdemo svojo smer samo v večnem in ponižanem Jezusovem kraljevanju in ne v prilagajanju in začasno slavo in menjajočo se oblast vsakega časa. Dejal je še: Bog nima spomina za greh, temveč za nas, za vsakega od nas, njegovih ljubljenih otrok, in verjame, da je vedno možno začeti znova, ponovno vstati se. Prosimo tudi za dar tega odprtega in živega spomina, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze. Prosimo za milost, da ne bomo nikoli zaprli vrata sprave in odpuščanja, temveč da bomo znali iti onkraj zla in razhajanj ter tako odpirali vsako možno pot za upanje. Kakor Bog verjame v nas neskončno onkraj naših zaslug, tako smo tudi mi poklicani širiti upanje in dati priložnost drugim. Saj, če tudi se zaprejo sveta vrata, ostanejo vedno na stežaj odprta resnična vrata usmiljenja, ki je Kristusovo srce. Iz prebodajene strani ostalega izvirajo vse do konca času usmiljenja, tolažba in upanje, je v pridigi dejal papež Frančišek. Papež Frančišek se je ob koncu svete maše in pred molitvijo angelovega češčenja zahvalil vsem, ki so sodelovali pri svetem letu usmiljenja, posebej tistim, ki so pomagali v Vatikanu. Ob koncu maše pa podpisal apostolsko pismo Misericordia et Misera, namenjeno vsej cerkvi, da bo lahko še naprej živela usmiljenje z isto intenzivnostjo, kot ga je okušala skozi ves izreden jubilej.